pravzaprav njegova ključna dodana vrednost je nov način delovanja stranke, nova paradigma tega delovanja stranke in pa seveda ključni cilj je uspeti na volitvah, prepričljivo priti v parlament in seveda po možnosti v vlado. Slovenska ljudska stranka je z novim programom jasno povedala, da je desno-sredinska stranka, krščansko-demokratska oziroma ljudske politične usmeritve in kot takšna seveda sodi v evropsko družino evropskih ljudskih strank. Ta profil je prvič tako jasno izostren, zato tudi ne čudi, da se kakšen član te stranke v njej ne prepozna. Mi smo pa prepričani, da se v njej morda prepoznalo veliko novih ljudi, veliko novih članov stranke. V preteklosti so mnogi analitiki političnega delovanja strank v Sloveniji radi rekli, da nimajo zelo jasne predstave, kaj naša stranka pravzaprav zares hoče. Ali je bolj desno-sredinska v svojem političnem delovanju, ali celo levo-sredinske provenience. Teh dvoumnosti je sedaj po našem mnenju konec. In naš program je popolnoma usklajen z političnim programom Evropske ljudske stranke, z njihovimi platformami in njihovimi temeljnimi vrednostnimi izhodišči. Sedanji način delovanja slovenske vlade in koalicije je podoben tistemu v preteklosti in zato žal ne obeta tiste bistvene spremembe, tistega bistvenega preskoka naprej, ki ga Slovenija potrebuje, če se želi uvrstiti med razvite evropske države. Kratka analiza kaže, da ni tistega elana, da ni tiste spremembe, ki jo Slovenija potrebuje, če želi pravzaprav ujeti razvite evropske države. To ste lahko tudi zasledili v mnogih naših izjavah, ki jih je stranka v zadnjih mesecih zelo intenzivno objavljala in tudi argumentirala ta svoja stališča z jasnimi podatki in tudi z zelo jasno analizo. Slovenska ljudska stranka zato ponuja danes novo paradigmo političnega delovanja lastne stranke, pa tudi načina delovanja celotnega političnega spektra parlamentarnih strank in posledično tudi vlade. Prepričani smo, da je srčika našega programa, tisto jedro, koncept dobrega gospodarja. Koncept dobrega gospodarja seveda ljudem iz Slovenske ljudske stranke ni potrebno zelo podrobno pojasnjevati, zakaj med nami ste in so ljudje, ki ta koncept udejanjate vsak dan znova v čisto realnem vsakdanjem življenju. Stranka želi delovati odgovorno, resno in dolgoročno, trajnostno usmerjeno na način dobrega gospodarja. Nacionalni interes oziroma blaginja slovenskih državljanov je naš primarni cilj. Za Slovensko ljudsko stranko je po našem programu dobro tisto, kar je dobro za vse slovenske državljane in državljanke. Ključnega pomena je, da na vseh ravneh, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, poskušamo za najpomembnejša upravljavska, torej menedžerska delovna mesta, odgovorno izbrati najboljše menedžere. Odličnost je mnogo pomembnejši kriterij od tega, ali je nekdo član te ali one stranke ali simpatizer. In kot lahko preberete, morda ga mogoče so črte malo premajhne, bom prebral. Dober gospodar je koncept, ki ga lepo ponazarja ena lepa misel Antonija de Mela, ki pravi tako. Kmet, čigar žito je vsako leto prejelo prvo nagrado na državnem sejmu, je imel navado, da je delil svoje najboljše seme z vsemi kmeti v sosedstvu. Ko so ga vprašali, zakaj odgovoril. Pravzaprav zaradi lastne koristi. Veter dviga cvetni prah in ga odnaša s polja na polje. Če torej moji sosedje gojijo slabše žito, bo križna oprašitev znižala tudi kakovost mojega žita. Zato skrbim, da sejejo samo najboljše seme. Mislim, da to zelo lepo odraža tisto osnovno poslanstvo ljudske stranke, ki ni sebično, ki ni zaverovano samo vase, ampak je pravzaprav v nujni delitvi najboljšega, kar ima, torej to je skrb, odgovorna skrb za slovenske državljane in državljanke. Kaj si pravzaprav stranka želi, ne? To, kar tudi druge stranke bolj ali manj poudarjajo, vzpostaviti Slovenijo kot neke vrste hišo blaginje, kot državo blagostanja, kot državo blaginje, ne glede na seveda na družbeni sloj ali generaciji. Tako na najmlajše, na najmanjše v naši družbi, kako tudi za najstarejše je ta program pravzaprav tisti, ki ponuja neko trajno rešitev. Naloga politikov mora biti izboljšanje kakovosti življenja nas vseh,
ne pa le peščice izbranih posameznikov. Na vseh družbenih področjih mora država dati pravi zgled in postaviti najboljše možne menedžerje, kot smo rekli, na najbolj vitalno odločujoča delovna mesta, politiki pa seveda morajo odgovorno delovati za najširši družbeni interes. To naši državljani pričakujejo, seveda volivci, in so do tega ravnanja politikov pravzaprav tudi upravičeni. Zaradi tega je v našem mnenju največja legitimnost tega programa in seveda tudi našega prehodnega delovanja, da se zaveda te odgovornosti, tako kot je doslej v teh več kot 2 desetletjih in pol SLS jasno pokazala na lokalni in na državni ravni, nadaljuje svoje delo in ga še pravzaprav izboljša na način, kot smo rekli, dobrega gospodarja, nekateri pravijo tudi mojstra. Seveda, konkurenčna država je tista, ki lahko edina trajno zagotavlja blaginjo državljanov, za konkurenčnost države pa se moramo seveda vsi na svoj način povezati. Konkurenčnost države ni samo neka statistika, ampak se odraža seveda konkretno lahko v naši kakovosti življenja, v tistem, kar na koncu prejmemo kot plačo ali kot pokojnino in tako naprej. Tu se konkretno vidi pravzaprav, kako je naša država uspešna ali neuspešna. Če seveda je ta blaginja umetna in nastaja na podlagi najemanja novih kreditov in zadrževanja novih in novih generacij naših naslednikov, potem seveda to ni država dobrega gospodarja. In to ni opcija, za katero se pač naša stranka zavzema. Koncept dobrega gospodarja je torej za našega delovanja, ki mora biti jasno prepoznavno v kakovosti ne samo naših programskih dokumentov, naših volilnih programov, ampak pravzaprav v konkretnem delovanju vseh naših politikov na lokalni in državni ravni, pa tudi seveda v evropskih institucijah, kot imamo zdaj našega poslanca v Evropskem parlamentu, ki je zelo aktivno in prepoznavno. Torej, naše delovanje izhaja iz temeljnih etičnih načel, ki je programski dokument naše stranke in seveda edini lahko zagotavlja uspešnost na dolgi rok, se pravi trajnostno uspešnost. To je nekako zelo kompleksna slika, ki v eni prosojnici, v eni sliki poskuša prikazati ne samo kompleksnost našega programa, ampak seveda tudi medsebojno povezanost vseh delov programa, medsebojno konsistenco in kot vidite, pravzaprav v središču našega delovanja, našega programa blaginja, kakovost življenja naših državljanov in državljanov. Ki pa, kot vidite, spodaj temelji, izhaja iz temeljnih načel te stranke, ki so vrednostna osnova. Ko pogledate na levo, vidite osebna svoboda. Osebna svoboda je ena tistih ključnih značilnosti desno-sredinskih strank v razvitih evropskih državah, ki zagotavlja uresničevanje kreativnosti, ustvarjalnosti vsakega posameznika v teh družbah, ki se seveda nadgrajuje v družini in potem seveda tudi v družbenem delovanju. In na osnovi teh jasnih temeljnih načel delovanja, spoštovanje osebne svobode, seveda potem lahko tudi odgovorno stranka deluje, tako v parlamentu kot v vladi, in potem seveda posledično prispeva k zdravemu gospodarstvu in seveda zdravim rezultatom dela tega gospodarstva. Ki se kaže v seveda primernem delu, v primernem plačilu za primerno delo in pa dostojnih pokojninah ljudi, ki so se celo življenje v bistvu trudili. Ker je danes pač ta čas zelo omejen in ker ne bi želeli seveda premenjevati dela glavnega odbora, to zelo na kratko pravzaprav vzemamo tiste jedrne točke in seveda predlagamo vodče stranke, da vam to predstavitev pošlje vsem članom glavnega odbora, vsem lokalnim odborom, da ta program še naprej obravnavate, razpravljate o njem, dobite nove ideje na lokalni ravni, da se pravzaprav vsi člani stranke seznanijo z tem programom, z bistvom spremembe, ki je tu noter v dodani vrednosti in da se poskušamo vsi od vrha do navdora, pa od spodaj navdor, najti v tem programu in videti, da je to tista jasna osnova za naše politično delovanje, ki je konsistentna, ki je odgovorna in ki je trajnostno naravnana. Kot vidite sliko, tu smo malo namenoma dali pravzaprav 3 generacije
ker poskušamo poudarjati nujnost tega medgeneracijskega dialoga, ki v naši družbi je vedno bolj šibko, in da so vsi pravzaprav v tej naši družbi in pa tudi v družini pomembni člani tega našega skupnega podjetja, ki mu rečemo Slovenija. Za lažjo predstavo, kako bi bilo pravzaprav smiselno organizirati delo stranke, da bi bila na koncu uspešna na volitvah in seveda tudi prepoznavna v samem parlamentu in v vladi, smo nekako oblikovali to piramido, ki smo jo že decembra na kongresu nekako predstavili. Zdaj, seveda, ta zeleni del je praktično že izdelan, tudi akcijski načrt je v osnutku že pripravljen za obravnavo na strokovnih odborih stranke, ki ga bodo seveda dopolnili, izdelali, spil. Ta modri del, zgornji del piramide, je pa tisto, pravzaprav, kar je odvisno od vseh nas, se pravi, kako izdelati odlično, uspešno, učinkovit model delovanja stranke, da ne bo več vakuumov med organi stranke in med posameznimi odbori in člani stranke na terenu, ampak da bo ta interakcija delovala v obeh smereh zelo intenzivno in da bodo vse tiste dobre ideje, tudi dobri kadri, dobri ljudje, dobri predlogi prihajali od spodaj gor aktivno, da se bodo obravnavali seveda te predlogi na organih stranke in da se bo potem odločalo pač na najboljši možni način. Seveda je zelo pomembno, kako komuniciramo ne samo znotraj stranke, ampak seveda tudi zunaj stranke, se pravi za mediji, za najširšo javnostjo. To strategijo komuniciranja, za katero tudi imamo že izdelane določene skice, osnutke, ki jih je treba še malo doreči, premisliti, bomo seveda odločijo te notranje razprave izboljšati do te mere, da bomo tudi način komuniciranja izboljšati, tako da bo javno zelo jasno vedela, kaj naša stranka lahko pričakuje. Tako notranja v stranki, kot tudi seveda zunanja najširša slovenska javnost. In pripričani smo, da če bo ta piramida lepo delovala, kot smo si zamislili, da ciljni volilni rezultat ne more izostati. Tako sedaj je pač jasno na strokovnih odborih stranke, na delovanju organov stranke, zelo velika odgovornost, da se ta energija, ki je v programskem smislu zelo močna in tudi perspektivna, da se prelije tudi v vsakodnevno življenje v naše delovanje in da nas potem tudi prepoznajo kot nekoliko učinkovitejšo, bolj aktivno stranko kot morda v preteklosti. Sedanja politična situacija, o kateri boste danes govorili, je seveda zelo kompleksna in se spreminja tedensko, dnevno, ampak jaz mislim, da strokovni svet se je tudi okoli tega pogovarjal dosti. Če imamo načrtno, jasno in prepoznavno linijo našega delovanja z jasnimi temeljnimi načeli, z našimi izhodišči, potem tudi nas seveda te dnevne in tedenske konference ne morejo omajati in bo naše delovanje lahko uspešno. Ker nas bodo razumeli kot stranko, ki drži svojo besedo in ki jo tudi zna izpolnjevati. V prihodnosti se bodo dogajale različne manifestacije novega tipa, o tem bo verjetno predsednik nekaj več povedal, ki bodo predstavljali ljudem, kako si mi ta koncept dobrega gospodarja predstavljamo v praksi. Med nami v Slovenski ljudski stranki je veliko dobrih gospodarjev, ki lahko to lepo pokažejo. Morda smo bili v preteklosti tudi nekoliko preskromni, pa smo to malo premalo pokazali. Ampak med nami imamo ljudi, ki so utelešeni, pravzaprav tistih temeljnih načel te stranke in tudi koncepta dobrega gospodarja, ki ga mi ponujemo. Zelo veliko programov je napisano v različnih strankah, z različnimi seveda programskimi določili, ukrepi in tako naprej, ampak v konceptu dobrega, odgovornega gospodarja, ki se prepriča, v kakšni situaciji smo, iz kakšne situacije izhaja, kaj so viri, ki so na razpolago in kako ravnati s temi viri. Menedžersko odlično, zato da ti ne bodo prehitro pošli, ampak da boš imel zagotovljene tudi prihodnosti, tega pa praktično skoraj nobena stranka ne pove. Mi pa imamo v naši stranki ljudi, ki to znajo, ki to pokažejo lahko dnevno. Te ljudi bomo tudi poskušali prikazati. V strokovnem svetu smo tudi zelo veseli, da je pravzaprav na pobudo članov stranke
nastal tudi inštitut dr. Antona Korošca, ki bo tudi neko novo dimenzijo delovanja te stranke prikazal kot neke vrste miselna institucija, pa think tank temu pravijo v Dolinje. In mislim, da bo to bogata obogatitev širšega delovanja stranke. Tako da, kot vidite, ta slika kaže na nekaj, kar smo včasih tudi malo pogrešali, ne v stranki, ampak vsaka roka lahko marsikaj doprinese k skupnemu uspehu. Ne? In pravzaprav vsi naši organi, vse naše zveze, vse naše enote imajo pomembno funkcijo. Če bomo pravzaprav na vseh ravnih delovali kot dober gospodar, rezultat ne bomo mogli izostati. V predstavitvi, ki jo boste lahko doma pogledala, bolj natančno tudi obravnavali na lokalni ravni v odborih, tudi nekako predvidevamo, pravzaprav, kaj ponuja ta stranka, komu ponuja, s čem, kdo so naši partnerji, kdo so lahko naši partnerji. In veseli bi bil v strokovnem svetu, da se ta notranja razprava nadaljuje, da te naše programske izhodišča še izostrimo, da prihajamo v bodoče še do boljših programov, še do boljšega načina delovanja. Kot pa vidite, je bilo pa kar dosti narejenega, ker pravzaprav vsi ti programski dokumenti in tudi vse predstavitve so nastale kot posledica precejšnjega, bomo reči, viharjenja po slovensko, po angleško brainstorminga, mnogih članov, pa tudi simpatizerjev naše stranke. Jasno se moramo seveda tudi zavedati, da tranzicija v Sloveniji še ni končana, da ta družbena preobrazba še zelo boleča. To lahko seveda vidimo vsak mesec, ko dobimo eni plače, drugi štipendije, eni so pa brezposelni. In tukaj zaostajamo za tistim, kar bi lahko Slovenija bila. Pa žal v preteklosti koncept dobrega gospodarja ni bil izveden. Izhod iz krize je bil eden izmed pomembnih dokumentov, s katerim smo začeli delovanje strokovnega sveta in tam smo tudi analizirali pravzaprav, kje so tisti ekonomski, pa tudi mentalitetni vzroki naše krize in seveda kako iziti iz te krize. Zdaj mnogi bodo rekli, da se tale gospod na sliki obrača proti Avstriji. Tam je nekaj dobrih gledov. Njihov življenjski standard je precej boljši od našega in verjetno bi bili lahko kar zadovoljni, če bi bili po kakovosti življenja tukaj nekje, kjer so Avstrijci. Je zelo blizu, par 10 kilometrov tjale česa, ampak kar bistvena razlika. Čeprav smo skoraj 1000 let živeli skupaj v istih državah, je pa danes kar precejšnja razlika v kakovosti življenja obeh držav. To sem tako malo slikovno. Drugače pa veliko dela nas še čaka, da bomo pač te svoje programske dokumente lahko udejanjili. In verjamemo, da je bil ta naš kongres v decembru ena prelomna točka, katera naprej bomo drugačni, bolj uspešni in seveda tudi bližje interesom in seveda rešitvam težav slovenskih državljanov in državljank, volivcev, če hočete pa tudi naših prijateljev, znancev. S tem jaz zaključil tole kratko predstavitev, ki pač Hvala lepa Petru za njegovo dobro predstavitev. Jaz bi kot predsednik sveta dodal samo še par misli. Prva misel je, da ta stranko smo postavili za tem programom na jasna izhodišča, to so te temeljne osnove in jaz mislim, da bi moral vsak od naših članov in po možnosti tudi naši volivci se biti s tem seznanjen, da bi vsakega od naših članov nekako v neki grafični obliki ta temeljna načela dobil, na teh temeljnih načelih gradimo potem program, gradimo akcijski načrt, gradimo naprej volilni program in gradimo tako naprej. Ta struktura ima seveda tudi svoj namen, ta struktura ima osnovni namen, kar je Peter že omenil, ampak je še enkrat poudaril, ima namen vključevanja članstva v strokovno in v politično delo v stranki. Čim večjo aktivacijo vsega članstva, to se pravi, da se v teh stvarih o programu diskutira v vseh občinskih odborih
Ne samo, da se o njem diskutira, ampak da pride tudi feedback, da nam tudi poveste, kaj vi mislite, kako vi gledate na to in kakšne ne bi bile spremembe, kakšne so vaše sugestije. Po drugi strani ta program odpira drugo vejo sodelovanja vseh članov Slovenske ljudske stranke preko strokovnih odborov. Vsak, ki smatra in ki želi, je povabljen za delo v strokovnih odborih. Tudi tukaj poteka ta informacija, izmenjava izkušenj, mnenj, stališč v obe strani, poteka navzdol do samega članstva in iz članov strokovnih odborov, ki prihajajo iz osnovnih organizacij, tudi iz občinskih odborov, do vrha stranke. To komunikacijo je treba nujno vzpostaviti. Če bomo to komunikacijo vzpostavili, sem prepričan, da bo stranka imela tudi politično uspeh, da bo ta komunikacija znotraj stranke in aktivacija članstva odmevala tudi izven stranke, zagotovila tiste glasove. Če bomo zagotovili neko odprto delo, neko odprto diskusijo, da pa ta diskusija je usmerjena k nekemu konkretnemu cilju, da se ne izgublja, so tukaj temeljne osnove. Te temeljne osnove so bistveno bolj nekako fiksne, so bistveno bolj dane, višji, ko gremo v tej piramidi, več je še odprtega, več je še v bistvu stvar, kjer se pričakuje, da bo z vašo sodelovanjem in z vašo pomočjo stvari dodelane in dorečene. In prosim to se prav, da gledate na ta program ne kot nekaj končnega, ampak kot nekaj, kar je spodbuda za delo, kar je spodbuda za delovanje, kar je spodbuda za delovanje znotraj stranke in za afirmacijo in za uveljavljanje stranke med volivci in sploh širšo slovensko javnostjo. To bi jaz dodal, to je bil osnovni cilj, vkolikor smo ta cilj vsaj malo dosegli, sem zelo vesel, jasno pa je, da so vaša mnenja tista, ki bojo o tem odločala. Hvala lepa, ker ste poslušali in ker ste nekako, ker upam, da boste z nami naprej sodelovali. Hvala lepa še. Ja, hvala lepa, Andrejo. Mogoče nekaj misli, ki sem jih dobil ob tem, ko smo razmišljali na strokovnem svetu in v okviru inštituta, kako ta program predstaviti tudi našim članom terenu, pa v končni fazi tudi volivcem. Zdaj gre za ta koncept dobrega gospodarja, ki je univerzalen. To bojo v končni fazi morale sprejeti vse politične opcije v Sloveniji, če bojo hoteli, da se ta Slovenija na kakršenkoli način premakne. Gre za zelo enostaven koncept, potem deluje dejansko vsako gospodinstvo, vsaka obrt, vsako podjetje in kmetija je mogla bi delovati tudi naša država, če bi hotela imeti jasno začrtan cilj, če bi v tem globalnem svetu želela biti konkurenčna. To je bistveno. Zdaj Slovenija v preteklosti, pa tudi danes na mnogih področjih tega koncepta ni izkoriščila oziroma ni delovala proti tem. To se je v glavnem odražalo, potem, da je padala na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. To je pač tisto, kar je bilo navzven vidno. Na drugi strani se je pa to odražalo potem, da so Slovenci nizke plače, nižje, kot bi lahko imeli. V drugi strani imamo visoko brezposelnost in kar krično ravno tistih ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Mislim, da je že skoraj proti 15%. Če pogledamo, kakšen je dober gospodar. To je tisti, ki na prvo mesto ne postavlja sebe, ampak razume odgovornost, da mu je bilo zaupano upravljanje z nekim gospodarstvom. Ali je to gospodinstvo, ali je to podjetje, v vsakem primeru mora to gospodarstvo, skupnost postaviti na prvo mesto. In s tem lahko mnoge politične odločitve upravičujemo v prihodnje. Vidimo, da naša vlada na marsikaterem področju ni dober gospodar. Če samo pogledamo primer kmeta, gospodarja, ki v svojem vinogradu ima nekega vinogradnika, šefa tega vinograda, ki je v preteklosti slabo delo, na letina ni uspela. Ali bo tak gospodar, tazga človeka še enkrat postavil na vodstvo vinograda? Verjetno ne. Bo iskal nekaj bolj optimalno. V Sloveniji pa vidimo, pravkar imenovanje novega nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, ker se je to zgodilo. In te stvari se ponavljajo iz leta v leto. Tega ne uspemo prebiti.
Dober gospodar zna odkriti, tudi nagraditi dobre delavce in zna spodbuditi tiste, ki so malo slabši delavci. In to je ena velika pomanjkljivost slovenskega, tudi javnega sektora, če pogledamo. Ta balans, da nismo vsi enaki. Sploh se nekateri malo bolj trudijo, drugi pa malo manj. Če pogledamo mogoče še na nivoju podjetnika, podjetnik svojih delavcev ne bo obremenjeval z nekimi zapletenimi birokratskimi postopki, ampak bo vedno gledal, da je delovanje podjetja čim bolj optimalno. Pomeni toliko birokracije, ko je najbolj nujno potrebno. In vse to so lahko tudi transponiramo na nivo države. Če je bila država uspešna, dober gospodar bi razmišljala o vseh teh aspektih. Dober gospodar ima en cilj in strategijo, kako do tega cilja prideti. Ne preseneti ga kriza, ker je pripravljeno in opade. Sploh v zadnjem času je bilo to problem. Ne bom rekel, da samo v migrantski krizi, ker vlada vsi požare, tudi pri marsikatero drugom vprašanju je bil ta koncept sploh jasno. Zdaj, kot podjetnik lahko rečem, da je program nastal iz preizkušenih praks, dolgoletnih podjetnikov, ki so dobri gospodarji, ki imajo kilometrino, takih v Sloveniji ne manjka, in v tem, da preživljajo sebe, svojo družino, s svojim delom so pač v preteklosti žal morali preživljati tudi našo državo, ki ni delovala po teh načelih. Hvala lepa, vam še predsednik podal besedo. Hvala lepa. Lep pozdrav še v mojem imenu. Na tej javni predstavitvi, kot smo rekli, programa Slovenske ljudske stranke, ki smo tudi medije povabili zraven, predvsem želim najprej se zahvaliti strokovnemu svetu, ki ga je vodil, oziroma da vodi, dr. Andrej Umek, ekipi, ki dela tukaj zraven, magister Peter Polasko je zelo nazorno in predstavil program tudi na teh presojnicah ali pa, kot se reče, PowerPointih. Na drugi strani vem, da se je predsednik Jelšar ogromno angažiral in cela ekipa od Miroslava Germa in vseh ostalih, da ne naštevam, da koga ne pozabim. Dokument, ki ga je seveda tudi soglasno potrdil kongres, in da se ne ponavljam, kot so že moji predhodni govorniki povedali, dokument, ki kaže pot, kam se naj razvija država Slovenija in ki omogoča tisto, kar sem že v začetku rekel na onem prvem kongresu, pa še rečem po četrtem, rekel, dostojno življenje človeka, se pravi, ljudem človeku je treba dati delo, to, da si lahko stvari družino, da si lahko zagotovi tudi osnovno eksistenco. Seveda osnovni pogoj, da pa se to lahko narediš, pa seveda rabimo polno dobrih gospodarjev in to je koncept tudi kompletnega in takega programa. Hvala lepa, da ste si vzeli tudi te pol urce prej čas, da ste bili prisotni pri sami predstavitvi tudi. Kot smo rekli, je interaktivni dokument, sem prepričan, da se bomo v svojih sredinah tudi o njem dosti pogovarjali in da bomo seveda ga lahko sooblikovali, dodelovali, predvsem pa kar vem in kar mi je izredno pomembno pri tem, da bomo dali tiste pomembne podarke v teh izvedbenem delu programa, ki bo kratek, jedrnat po točkah, ki bo pokazal tisto smer, ki jo naj prvenstveno rešuje država Slovenija, zato da bomo vsi skupaj v tej državi bolje živeli, se zato se tudi konec koncev gremo politike, zato da iščemo tiste najboljše rešitve, da bi nam vsem skupaj bilo bolje. Toliko, bom rekel še z moje strani, še enkrat hvala lepa vsem, hvala lepa, da ste tudi prišli. S tem zaključujem to javno predstavitev programa, smo že malce prekoračili tudi čas in predlagam, da nadaljujemo z glavnim odborom, ker smo tudi prepričani po udeležbi, verjetno tudi čez sklepčni, pa bodo tudi povedali in prosim
predsednika Igorja Raksleja, da prevzame vodenje glavnega odbora.